Večer. Želim na drugem soočenju oziroma na soočenju pred drugim krogom županskih volitev 2010 in bi kar na oder povabil oba kandidata, gospoda Braneta Golubovića in gospoda Marjana Šarca. Pravila soočenja so podobna kot na prvem soočenju, le da glede na to, da imamo tokrat samo dva kandidata, ima damo mečken več besede, torej dobila bosta 90 sekund za vsako vprašanje in po dve repliki po 30 sekund. Glede na to, da imamo vprašanj kar nekaj, predlagam, da kar začnemo in bi vas kar prosil, da se mi predstavita, kdo pravzaprav sta, kaj počneta. Gospod Golubović. Ja, dober večer vsem skupaj. Če bi mojo drago vprašali, kdo sem, kaj sem, bi rekla, to je moj srček, vse skozi razmišlja, kako občini kaj narediti. Tako ona dojema moj poklic podžupana. Ampak drugače pa 41 let, Brane Golubović, živim v občini Kamnik, sem podžupan občine Kamnik in kandidiram za župana. Hvala lepa. Gospod Marjan Šarec. Marjan Šarec, kandidat za župana, živim v Šmarci, star sem 33 let oziroma bom, drugače sem diplomirani igralec, zaposlen kot novinar urednik na RTV Slovenija. Hvala lepa. Kandidirata za župana seveda. Kakšen imate občutek, kako se vam bo spremenil kaj življenje, glede na to, da teh izkušenj še nimate, gospod Marjan Šarec? Ja, življenje se bo spremenilo v ponedeljek vsekakor, ker bo konec te kampanje, ki že kar predolgo traja. Moje življenje se bo spremenilo v toliko, da bom imel več pooblastil, kot sem jih imel zdaj kot podžupan in pa namesto samo, da bom pokrival družbene dejavnosti, pokrival vsa področja znotraj občine Kamnik. Tako da bo več dela, kako? Več dela, več odgovornosti, ampak jaz to rad delam, zato tudi kandidiram za župana in mislim, da glede same, se pravi, moje aktivacije pri tej službi ne bo nekih bistvenih razlik. Delal bom enako kot do sedaj. Gospod Šarc, glede na to, da ste pač igralec in vse to, vas bomo imeli še priliko videti v Hribarju, potem, ko ste župan, če boste župan? No, mislim, da v Hribarju me že zdaj nimate prilike videti, ker posojam samo glas. Pa sicer v drugih vlogah? V drugih vlogah me boste pa težko videli na kakšnem javnem mestu, ker se bom funkciji župana posvetil profesionalno, razen morda bom nastopil na kakšni dobrodelni zadevi. To je pa velika verjetnost. Hvala lepa. Gospod Golubović, vi ste pa pravzaprav že profesionalc, kar se politike tiče, že kar nekaj časa ste v tem poslu. Kaj pa, če ne boste izvoljeni, kaj boste počeli pol? Prilike za podžupanstvo mislim, da nimate več? Ne, kandidiram brez varovalk in 4 leta sem profesionalni podžupan in v ponedeljek, oziroma v nedeljo zvečer, v primeru, da ne bom izvoljen, bom čestital kolegu Šarcu in si vzel še en teden dopusta, kar mi pripada, potem še pa počasi razmišljati, katero službo bom opravljal naprej. Ne dvomim v to, da ne bom našel službe, imam izkušnje, znanje, marsikaj vem in gremo novim dogodivščinam naproti v življenju, ampak jaz bom postal župan v nedeljo. Pa kljub samo imate že kakšno stvar na vidiku,
kakšen zasiljen izhod že? Ne, nimam nobenega zasilnega izhoda. Hvala lepa. Kakšna replika mogoče, ali gremo kar na malo bolj vsebinske stvari? Mislim, da replik ni. V redu. Mogoče gospod Šarc, veste, kolikšen je bil proračun za leto 2010 in kolikšen bo po vaših predvidevanjih za 2011? Proračun je bil malo manj kot 25 milijonov evrov. Za 2011 bo pa tudi okoli tam nek verjeten. Gospod Golubovič, imate verjetno bolj točne podatke, glede na to ste... Ne, z rebalansom se je znižal malo pod 25 milijonov, tako da... To sprašujem največ zaradi tega, ker me zanima, kako boste svoje programe izpeljala, glede na to, da je tlele, če vzamemo takole 100 milijonov evrov v 4 letih, če bo vse tako, kot mora biti. In glede na to, da mora občina laufati, pač redno obratovalni stroški pač so, kako boste te projekte speljala, gospod Šarec? Ja, jaz nisem obljubljal kakšnih velikih projektov in jih ne obljubljam, ker vem, da pač narediš lahko toliko, kolikor imaš denarja. Vem, da je veliko projektov že odprtih, ki jih bo treba dokončati, tako da mislim, da bo potrebno denar pridobiti še kje drugje kot pa v proračunu. Naprimer? Ja, naprimer z državnimi razpisi, pa potem s pripravljenimi projekti za evropska sredstva in tako naprej, ne. Imate že kakšno ekipo tlele zamišljeno, ki vam bo to počela? Ja, ekipo bom pa razodel potem, če bom zmagal. Gospod Golubovič? Ja, meni razlagajo vsi, da imamo obsežen program. Moj program obsega sicer 18 poglavij, nekaj velikih projektov, sigurno je največji projekt občine Kamnik, 2 mestni šoli, za katero bo potrebno imeti sredstva v višini 20 milijonov evrov, tega imamo 6 milijonov evrov že prihranjenih. Fiksnih stroškov znotraj proračuna je cirka 11 milijonov evrov, potem je še nekaj napol fiksnih stroškov, se pravi v letu 2010 mislim, da smo imeli 8 milijonov 150 tisoč evrov investicijskih sredstev. In s tem 8 milijonov 150 tisoč evrov bo treba razpolagati. Ampak vsekakor, moj program deluje obsežno, ampak znotraj tega programa, namerno sem si ga sabo vzel, so točke, ki ne zahtevajo veliko sredstev, pomenijo pa veliko za ljudi. Naprimer dnevne sobe za starostnike. V praznih prostorih se uredijo sobe, kjer se združujejo starostniki. Dobro. Kakšna replika? No, recimo planiran je tudi športni park, ki vemo, da stane precej denarja, nekih 10 milijonov. Ja, seveda nastane nekaj 10 milijonov, stane 10 milijonov, če bi šli tudi hotel delati zraven, pa manjšo športno telovadnico, ampak sam bazen olimpijski stane 4,5 milijona evrov, brez zemljišča in tle je dokaj enostavno. Obstaja razpis Ministrstva za šolstvo in šport, za spodbujanje športa in turizma in tukaj pa temu bazenu je treba povedati, da ne gre za samo športni objekt, gre športno-turistični objekt regionalnega pomena. Se pravi, športniki bo nekje zadaj šele v zgodbi. Prvo so šole, pa je rekreacija, pa je mogoče potem šport, pa športni turizem. Tako da prva naloga župana bo, se pravi v tem primeru, če bom jaz to, nakup tega zemljišča, potem pa naprej korak po koraku. Vi mislite, da ni potrebe po tem bazenu? Ne, to pa ne mislim, da ni potrebe. Jaz sam pravim, da bo to težko izvesti. Pač finančna sredstva so velika, vemo, da so. No, to pomeni, mislim, težko izvesti, potreba je. Bi se lotili vi tega v naslednjem mandatu ali ne? Ja, samo jaz bi se lotil drugače. Jaz bi ta športni park umestil mogoče na jug občine v povezavi z sosednjimi občinami. Dobro. Še kaj na to temo? Ja, samo o tem športnem parku je treba toliko reči, da obstajajo 3 lokacije in od tega sta 2 na jugu občin. In vsekakor, ko sem omenil, da gre za regionalni projekt, da je projekt za večjih občin. Ste že kaj govorili s kom iz kakšnih drugih občin? Ja, vse občine so seveda načeloma dale podporo temu projektu, tisti, ki bo pa pričakoval, da bojo dale še sredstva, ne, pa mislim, da ni realno. Imajo same dovolj nekih investicij, ampak dovolj je, da dajo podporo, da gre za regionalni projekt, ker potem je lažje na razpisih pride čez. Hvala lepa.
Naslednja stvar, ki me zanima, je, katerim občinskim podrobnim prostorskim načrtom boste dali prednost v letu 2011, gospod Golubovič? Ja, vsekakor bosta to prostorska načrta B24 pa B26 ob Korenovi, gre za poslovni coni, te dve sta nujni, se pravi, te dva projekta sta nujna, da se izpeljeta in pa vzporedno bo treba takoj pričeti pogovore z lastniki v coni Stol Sever, Stari Stol, kjer je veliko nerešenih razmerij med, se pravi, 50 do 60 podjetji in pa lastnikom infrastrukture cest in pa komunalnih vodov. To so trije taki projekti, ki jih bo treba takoj urediti in pa spodbujajo tudi podjetništvo. Vse ostalo bo prišlo počasi. Prvo bomo morali v 2011 sprejeti občinski prostorski načrt, potem pa korak po koraku. Gospod Šarec? Ja, tukaj se strinjam, tukaj nimam kaj veliko dodati. Me pa zanima, zakaj se v Stolu ni začelo že, oziroma se pogovarjalo že prej. Ja, glede Stola je zgodba sledeča. Jaz naj še enkrat poudarim, da pokrivam področje družbenih dejavnosti. Sam prostor podjetništva ni direktno moja domena, ampak glede Stola se je zgodilo to. Mi smo imeli tako za jug kot za sever Stola pripravljen OPPN, Stol Sever in Stol Jug, in v tistem času, ko se je še bilo tik pred tem, da gre v obravnavo na občinski svet, tudi Stol Sever je postal nov lastnik, Avtoakustika, in razmere so se spremenile, ker je bil naročnik OPPN-ja lastnik, se pravi Stol, ki je potem ta stol prodal Avtoakustiki, je lahko Avtoakustika rekla, zaključujemo naš OPPN, ga ne dajemo v obravnavo, bomo pripravili novega. In tukaj je potem postala neka zapletena zgodba okoli lastništev nad določenimi zemljišči. Se pravi, čeprav razumem, lahko lastnik blokira take zadeve in na kakšen način lahko potem to občina reši? Ja, občina bi morala določene OPPN-je sama izdelovati, se pravi biti sama naročnik in preko dialoga z lastniki pride do najboljših rešitev. Ko pa se ta stvar blokira, pa pač dokaj, se pravi z argumenti, peljati OPPN naprej. V tem momentu, ko je pa plačnik OPPN-ja lastnik tega območja, pa lahko on kadarkoli umakne to zadevo. Tako da tukaj je prišlo do nekaterih napak ali pa mogoče navad, da se je tako delalo prej, ampak v prihodnosti bo treba se tega drugače lotiti. Predvsem se pa več pogovarjati pa sodelovati. Gospod Šarec, kako pa bi vi s tem, mislim, tlele, evo, imamo lastniški problem, kako bi se lotili, glede na to, da ste učitelj, zakaj se ni rešval? Ker pač Brane je bil že zdaj na občini, zato sem samo vprašal, ker je bil zraven in je mogoče več ve od mene, zakaj to ni bilo, drugače pa seveda s pogovorom, sej kako pa češ začeti, vsako stvar začneš s pogovorom. Tlele imam eno konkretno zadevo tudi, ki jo niste omenila, namreč področje nekdanjega Alprema oziroma Utoka. Zdaj, lastniki, znano je, da bi radi zgradili stanovanja, nekako je pa čutiti mogoče odpor javnosti proti temu, pa me zanima, zdaj občina nima sredstev za odkup tega ali ima, za odkup teh lokacij, kako bi zdaj reševali konkretno to področje Alprema oziroma Utoka pod Malim Gradom? Gospod Golubovič. Ja, to je še ena izmed malce zakompliciranih stvari. Obstajata dva lastnika, na srečo samo dva. Alprem, OPPN je bil že tik pred obravnavo, vendar pa se je umaknil zaradi 2006, takrat še nisem niti podžupan, se je umaknil ravno zaradi tega, ker je bilo preveč stanovanj predvidenih. In dejstvo je, da ravno tako v Utokovi, se pravi tej jami, želi investitor delati stanovanja. Dejstvo je tudi, da občina nekih 6 do 7 milijonov evrov za zemljišče ne more zbrati skupaj, če želimo delati šole, pa mogoče še športni park. Je pa to izredno pomembno zemljišče in strateškega pomena za staro mestno jedro. Morali bi prvo se obnašati podjetniško, ker se občina ne zna obnašati podjetniško, mogoče najeti koga, ki bo znal izračunati, kakšno donosnost prinašajo ta zemljišča, če je gor 10, 20, 50, 100, 150 stanovanj. Ker šele potem se lahko začnemo pogajati s temi, ki želijo tam gor stanovanja delati. Če nam oni rečejo, želimo 100 stanovanj, ker bomo komaj preživeli in mi ne vemo, ali je to res ali ni, potem se nimamo kaj pogajati.
Druga stvar pa je, da resno premislimo, kaj bi pomenilo, če kupimo območje starega Alprema in kako ta denar oplemenitimo sami. Ali naredimo gor, ne vem, 30 stanovanj, pa nek park, mogoče neko drugo zadevo in probamo to z nulo narediti. Ampak se pravi, tukaj se mora občina obnašati podjetniško. In to je tudi eno od področij, za katerega bi bilo zelo dobro, če bi bil tudi naš župan Tone Smolnikar tukaj, kar bi znal marsikaj povedati, kako so se lotevali. Gospoda Smolnikarja pač ni, ne, in tudi Ja, ne vem, kandidira. ampak včasih imam občutek, da sem bil jaz župan te občine. Gospod Ja, no, Marjan saj Šarec, vi ste na neki, listi Toneta Smolnikarja, mogoče kaj jaz nisem veste na o tem? listi Toneta Smolnikarja, jaz kandidiram Oziroma s ste podpisi. podprti z njene Ja, strani? podprti, saj sem podprt tudi še s koga drugega, tako da podprt sem predvsem strani volivk in volivcev, ki so mi dali podpis. Pa tudi nisem bil v nobeni stranki še doslej. No, pa konkretno tale problem Utoka in Alprema. Ja, Imate konkretno bo tako, da vizijo? ko bom prišel na občino, če bom prišel, bom takrat pregledal zadeve, kakšne so, kako stojijo in se potem odločil, ker jaz do zdaj nisem bil na občini, jaz ne morem soditi o tem, kdo se je kaj pogovarjal, pa kje se je pogovarjal, pa zakaj se ni. Razumem, samo to vam bo nemara z pregledovanjem vseh teh stvari vzel kar veliko časa. Ne, vse to ne bom pregledoval sam, jaz bom predvsem postavil strokovnjake, ki se na te stvari spoznajo in bodo potem oni pregledovali in ocenjevali in take zadeve. Saj tudi za oceniti hišo recimo dobite cenilca, ne Razumem, cenite a sami. ste kakšna konkretna imena? Ne, nimam konkretna imena, jaz že imam v glavi, samo ne bom jih Lahko še koga zdaj izdate? govoril. Ne bom, ker še nisem izvoljen. Dobro. A veste, to vsaka stvar ob svojem času. Absolutno. Še kakšna replika? Gospod Šarec? Ne, sam nase nimam replike. No, v redu. Gospod Šarec, doma ste iz Šmarce, tako da tam veste, kaj je potreben storiti. Zato vas bom vprašal za 3 projekte za krajevno skupnost Sela, ki jih je treba izvesti, iz kjer je doma gospod Golubović. Konkretno za Sela ta hip, iskreno povem, ne morem odgovoriti, ker se s selami nisem toliko ukvarjal, kot sem se ukvarjal s celotno občino. Bom pa seveda se takoj odpravil osebno, če bom izvoljen, v vsako krajevno skupnost. Mislim, da tudi Brane tako rekel, da se bo, ker mislim, da je to edino logično. In bom tam od ljudi slišal iz prve roke, recimo danes sem bil že v Špitaliču, pa so precej jamrali, želijo si samo pločnik si želijo in postajo. To pravijo, če bo to, smo najsrečnejši ljudje na svetu. Še mogoče kakšen drug projekt takole lokalnega značaja iz kakšne druge krajevne skupnosti? Ja, druge krajevne skupnosti večinoma, nekatere nimajo še kanalizacije, potem pločniki so problem po celi Tuhinjski dolini, recimo. Imate kakšen vrsten red že? Ne, nobenega vrstnega reda nimam še, ker še tudi, kot ponavljam, spet, midva sva na precej različnih pozicijah. Razumem, samo že zdaj na občini, jaz pa še ne. verjetno poznate stvari, šel ste med ljudi, vidite, kjer problem je bolj pereč, verjetno je bolj kot drug, vrstni red bom delal potem, ko bom izvoljen. Dobro. Mislim, da spet prezgodaj delati neke vrstne rede, spet ni, kako bi rekel, pametno. Ne? Hiteti je treba počasi. Ne? Ja. Gospod Golubović, zdaj vam pravzaprav isto vprašanje, pred kratkim ste se preselili na Sela, torej vam zastavljam 3 projekte za krajevno skupnost Šmarca, kjer je doma gospod Šarec. Za krajevne skupnost Sela bi bilo med prvimi treba dati široko pasovno omrežje, kar je tudi kolega Šarec v svojem programu zapisal. Ampak glede Šmarce pa je dejstvo to, da je treba urediti kolesarsko stezo ob Kamniški Bistrici, tam imamo neke težave z lastniškimi razmerji, ampak v večjem delu mislim, da nam bo to uspelo, saj začeti. Zraven je športno-rekreacijski park pri tovarni Menina ob Kamniški Bistrici, kjer je treba počakati na sprejem OPN-ja, ki bo sprejet v letu 2011. Krajevni oziroma kulturni dom v Šmarci potrebuje še malo dodatkov, gore mislim, da nekih 36 kvadratnih metrov, to smo ravno zdaj govorili, ko sem bil v Šmarci, kjer lahko naredimo sobe za društva iz Šmarce, da se izmenjujejo noter tista društva, ki nimajo svojih sob,
In pa seveda gre za neke javne razsvetljave in pa vsekakor gre za širokopasovno povezavo po Šmarci, ker do Nožic je že prišla optika, tukaj bo potrebno resna, močna pogajanja in tle župan ne bo mogel sam, ampak bo potrebno aktivirati vse tiste potencijale, ki jih imamo znotraj Kamnika, se pravi po domače povedano zlobirati stvar, da bo Telekom namenil investicijska sredstva, da projekt, ki ga je občina že pripravila, pa se je Telekom umaknil zaradi težav v Makedoniji, ki jih je investiral dol, se je umaknil od Šmarce do Duplice, to investicijo umaknil 2009. Se pravi, širokopasovne povezave, vi ste zadovoljni glede na to, No, jaz tam bi dodal živite? še brv do Volčjega potoka, tudi tisto je potrebno narediti za povezavo za sprehajalce, seveda pa nisem dvomil, da bo Brane to odgovoril, sej če pa tega ne bi vedel, potem je bil pa brez veze na občini toliko časa. Ja, s tem se pa strinjam, ja. Hvala lepa, vi imate nemara še kakšno pripombo na njegove plane? Ne, jaz sem njegov program prebral, je tudi zelo konkreten, tako da. Hvala povedal lepa. sam. Hvala lepa. Zdaj se bi lotili predšolske vzgoje. Oba dva zagovarjata, da ima vsak otrok pravico do vrtca. Kako bo v letu 2011, gospod Čarec? Ja, ne vem, kako bo, jaz imam zdaj svojega otroka v Domžalah, ker ga tukaj nisem dobil mesta zaenkrat, tako da seveda vrtci morajo biti, vrtci se že gradijo, to je treba priznati in mislim, da bo kmalu v končni fazi vrtcev tudi preveč, ko bodo ti otroci potem prišli v šole in bodo to ostali prazni prostori, tako da mogoče se pa res reševalo malce preveč na ad hoc. Pa imate mogoče kakšno idejo, kaj bi se dali potem s temi prostori, ko bo enkrat otrok manj narediti? Ja, interesentov je sigurno veliko, sej če bomo dali ponudbo, da so ti prostori prazni, se bo hitro veliko ljudi javilo, ki bodo potrebovali za svoje potrebe. Hvala. Gospod Golubovič? Ja, ena od mojih glavnih prioritet in pa zahtev županu, ko je predlagal, da postanem podžupan, je bilo to, da se aktivno lotimo predšolske vzgoje in to je tisto področje, za katerega sem bil odgovoren. Se pravi, 6-oddelčni vrtec Peter Pan, 8-oddelčni vrtec Sneguljčica, 6 oddelkov po različnih delih občine, 10-oddelčni vrtec Zarja se odpira, 5-oddelčni vrtec 27. julij in pa v aprilu 2011 bo odprl vrata še 7-oddelčni vrtec na Grabnu, vmes je bil pa še Trdinova 2-oddelčni vrtec, kar pomeni, da smo iz 655 mest v 2006 prišli, ko bom jaz pustil mesto podžupana, preko 1300. Zdaj pa ad hoc varianta, ne gre za ad hoc. Zgodba je dokaj enostavna. Mi bomo morali v naslednjih letih zapirati vrtce v stanovanjih, 2 na Mariji Vera oddelka in 2 na podružnici šoli Nevle. To pomeni 7 oddelkov bomo zmanjšali zadevo, razliko med tem, se pravi pomanjkanjem mest, bomo pa preko varuhov predšolskih otrok reševali. Smo redka občina v Sloveniji, mislim, da je edina, ki plačuje varuhe, še premalo, jaz bi jim dal 50%, da se približamo javnemu vrtcu, pa še nekaj bistveno, da potem, ko otrok preide v drugo starostno skupino, pri varuhih je samo prva, da ima zagotovljen vrtec v javnem ali pa koncesijskem. Pa vendar, zdaj gradi se ne več toliko novih stanovanj, verjetno tudi priseljevanje mladih družin manj, s tem tudi manj otrok, čez čas, če se bojo slučajno, verjetno, da se bojo pojavile preveč kapacitet. Lejte, mi imamo, ja, seveda, mi smo uvedli javno-zasebno partnerstvo na področju predšolske vzgoje in Peter Pan ima 10-letno koncesijo in 2007 je pridobil koncesijo, kar pomeni, da mu poteče 2017. V letu 2009 smo imeli 403 rojstva, v 2010 pričakujemo tam 410, kar pomeni, da otrok ne bo zmanjkalo. In otroci niso samo zaradi priseljevanja, otroci so tudi zaradi baby boom generacije, ki zdaj roveje v otroke. In jaz ne verjamem, da bo občina Kamnik imela, se pravi, bistveno manj otrok, kot jih je imela v povprečju in to je bilo 250 do 300 na leto. In s temi kapacitetami, ki jih imamo, bomo to čisto lepo pokrili. V primeru pa, da bi kakšen vrtec ostal prazen, je pa tukaj Pestrna, ki se lahko preoblikuje v kakšen kulturni mladinski dom, ker je sredi blokovskega naselja. Se pravi, te vrtce sredi blokovskih naselij, stare vrtce, tako kot na Bakovniku, lahko preoblikujemo
v neke mladinske, kulturne, neke druge družabne prostore. Hvala. No, vidim, da je Brane si vzel čas in je preštudiral zelo dobro zadevo. Vem pa, da ni tako pri otrokih, da bo kar vedno vse polno, zato ker so ta nihanja v generacijah in pač v Kamniku ne verjamem, da bodo družine s 5 otroki v porastu, oziroma mislim, da sta po 2 maksimalno, ampak jaz še vedno nisem dobil, predvsem bi bilo treba uvesti eno centralno evidenco vpisa v vrtec, ker jaz nisem obvestil občine, da nimam otroka, zdaj v občini pa so rekli, da smo na 79. mestu, pa zdaj pa je dovolj kapacitet, pa nas ni nihče obvestil, da smo pa zdaj kje sprejeti. Ne? Tako da te stvari nekako ne funkcionirajo čisto dobro, ampak sej, bo že. Mogoče odgovor na tole? Ne, da bo že bo, ne, ampak da poznam to področje zato, ker sem ga moral pokrivati znotraj občine in seveda se moraš nekaj naučiti. Zdaj pa glede tega, če je se pravi otrok od kolega Šarca v javnem vrtcu, potem občina Kamnik za njega plačuje in ga ne obvešča. Ne, se moj otrok ni v javnem vrtcu. Aha, je v zasebnem. Je. Moj otrok ne zaseda mesta nikomor v Kamniku. Dobro. Prejle ste dal zanimivo iztočnico glede kulturnih stvari za naslednjo vprašanje. Oba dva omenjata gradnjo kulturnih in krajevnih domov po občini. Imata kakšne prioritete, kakšen bo vrstni red gradnje oziroma urejanja novih? Gospod Golubovič. Ja, spet področje družbenih dejavnosti, za katerega sem bil pooblaščen in sem delal na tem področju in mi smo na tem področju ne samo pri kulturnih domovih, tudi na področju predšolske vzgoje, športnih, otroških igrišč, pa še česa delali prioritetni vrstni red. Se vam bom prišel do konkretnega, imam 90 sekund, denarja pa bolj malo, da bi veliko domov naredili. Po 8 domovih, ki smo jih letos obnovili, 2011 pride na vrsto Srednja vas, 50 000 evrov vredna investicija. Zraven pride ureditev okolice kulturnega doma Podgorje, ki smo ga v tem mandatu uredili, ki pa ne pride neka velika investicija. In potem je treba se dogovoriti v sosvetu krajevnih skupnosti, ki ga bom ustanovil, o vrstnem redu nadaljnjem. Ker 2011 je tista zadnja v tem mandatu, ki je bila določena še Srednja vas. So pa na vrsti še Duplica, Vegrad, Stahovica, se pravi Šmartno rabi notranja ureditev, pa še kakšen, zdaj ste mi pa čist iz glave padli, sem pa spomnil še kjerga. Svet, ki ste ga omenjali, kako to, da ni že ustanovljen? Sosvet krajevne skupnosti se moj kolega iz Liste Toneta Smolnikar, je Rudi Pfeiffer, je bil zadolžen za krajevne skupnosti in se je trudil na tem področju, da bi bilo večja komunikacija z sveti krajevnih skupnosti, ker v končni fazi krajevne skupnosti so tista lokalna celica, ki dobro ve, kaj kraj potrebuje in pa je pametno, da so odločajo o nekih zadevah. Zakaj niso ustanovili sosveta? Jaz sem ga celo enkrat na občinskem svetu predlagal, niti ne vem. Treba jih njih vprašati. Pa mislite, da bo zdaj šlo to lažje v naslednjem mandatu? Ja, seveda, da bo šlo, potrebna je volja, pa potrebna je imeti vizijo, ne? In potrebno je čutiti, da je treba sodelovati. No, pa veliko stvari je, a bo dovolj volje za to? Prosim? Pravim, veliko stvari imate, a bo dovolj volje za to, z ozirom na to, da v prejšnjem mandatu... Lejte, se podžupan kakšen mora tudi kaj delati, ne? Jaz sem 4 leta kar močno delal in bo moral, če bosta 2 podžupana, bosta oba 2 podžupana delala. No, pa vendar je to bilo na vašem področju in te sosveti, ne? Ne, govorimo ne o sosveti, govorimo o svetih krajevnih skupnosti, ki grejo v sosvet krajevnih skupnosti. No, ki ni ustanovljen še, če ravno... Ja, ampak ni moje področje. Govorim vam, da je kolega Pfeiffer, ki je dobro delal na področju cest, kanalizacije in še česa, pokrival tudi krajevne skupnosti. Moje področje je bilo pokrivanje področja družbenih dejavnosti. Hvala. Zakaj njemu ni uspelo, niti ne vem. Dobro. Kulturni domovi? Kakšna vizija, prioritete, ki bi naredili? Prioritete so v čim krajšem času obnoviti vse, kar se da. Ne? To so čisto kmečka logika, samo koliko je pa denarja. Absolutno, no se neke stvari so že obnovljene, kaj pa konkretno? Ja, nadaljevati po... Konkretno? Imate kakšen kulturni dom, ki bi ga dali postavili na prvo mesto? V Tuhinjski dolini jih je kar nekaj. Za obnoviti pa ne bom zdaj dal ta prvega, ker me bodo potem iz druge vasi takoj napadli, zakaj pa naš ne, ker čisto tako poteka. Fovšija vas bo torej ja, pa v Stranjah je še, pa še kje.
Dobro. Ja. Po Replika? Stranjah se strinjam s kolegom Šarcem, da je, tam je stari lovski dom, ki je že v zelo slabem stanju. V Lazah smo pa pred kratkim mesecem dni odprli temeljito prenovljen kulturni dom. V Šmartnem je bila zdaj streha zamena, na Špitaliču smo 3-4 mesece nazaj odpirali prenovljen kulturni dom. V Motniku je super prenovljen kulturni dom, ravno tako kot v Lazah. Srednja vas je pa tista rak rana, ker nam ni uspeli v 2011. Pa tudi na Selah je gasilski dom prenovljen v mešanico krajevnega doma in kulturnega doma. Po besedah gospoda Goluboviča ni prav dosti dela ostal? Ja, jaz sem od ljudi tudi še kaj drugega slišal, no, mogoče so rekli, da kaj še ni. No. Ne, seveda, niso pa v celoti. Šmartno, tako kot sem rekel, bo treba notranjost urediti, tako kot bo treba tle dvigati sedeže, ne, v 2012, da bojo premični dvižni sedeži, zato da se bo boljš videl na oder. Dobro, jaz upam, da bojo se sredstva najdla v proračunu. 6.000 evrov stanejo ti sedeži, da ne boste rekli, da je spet to velik projekt. Ni velik projekt, ampak evro na evro. Velik projekt. Dobro, naslednja stvar, nekako rak rana Kamnika, Velika planina, že 2 desetletji kamen spotike. Konkretni načrti iz vaše strani, gospod Šarec? Pridobiti partnerja, ki bo vložil v to Veliko planino, pač 100% lastništvo občine mislim, da ni smotrno. Sej to sem že povedal, da občina pač ne more biti lastnik takih zadev. Potem pa seveda tam je tudi bistveno začeti pogovore, ker kolikor je meni znano, so temeljni problemi tudi v tem, da se ljudje med seboj oziroma interesne skupnosti ne pridejo skupaj. Pogovori super stvar, ampak imate kakšne terminske plane, kako bi se te stvari razvijale? Ja, glejte, težko imam terminski plan, če se že 20 let to dela, pa se še v 20 letih ni naredilo. Jaz težko rečem, da bom zdaj imel terminski plan in bom v 2 letih to rešil. Ne? To razumem, samo kar pogosto v bistvu odgovarjate, da boste videli, niste dobro obveščeni in te zadeve. Ja, seveda, sej to je res. Velika planina je problem, za katerega vemo že dolg časa, problem, ki žuli pravzaprav vse Kamničane in če imate mogoče ob takem problemu kaj konkretnejšega. Ja, saj sem povedal, dobiti partnerja, ki bo vložil v Veliko planino. Na kakšen način? Na denar, kako dobiti partnerja, ne vem, z razpisom oziroma z ponudbo. Kaj bi ponudili? Ja, kaj bi ponudili? Da odkupi zadevo, določen delež, občina bi obdržala del, ne bi bilo 100% prodano in potem bi pač začeli, tako kot se to dela, kako se pa delajo te zadeve. Dobro, gospod Golubovič. Ja, ena stvar, katero je moje mnenje različno mogoče od mnenja marsikaterega Kamničana, je to, da nihalka mora ostati v občinski lasti. In moj predlog je bil, to je tudi zabeleženo na seji občinskega sveta, sem to večkrat povedal, je, da nihalka postane javno prevozno sredstvo, kot avtobus in skrbi za njega občina. Za določeno število potnikov ne potrebujejo subvencije, za manj prepeljanih potrebujejo. Pa mislite, da bi bila občina dober gospodar, mislim, konec koncev? Prvič je to, da se mi ne smemo privoščiti, da nekdo nihalko ostavi, ker s tem uničimo turizem v dolini Kamniške Bistrice. Drugič je to, da nihalka lahko dobro obratuje, če gledamo to celovito in na drugi strani na Ravnah ali pa malo nižje zapremo cesto, uredimo parkirišča in se pobira parkirnina. Ampak ne občina Kamnik, tako je bilo to do sedaj, ali pa družba Velika planina za glad narave, ampak pobirajo planšarji kot partnerji občine. Vsi skupaj pa sodelujemo v krajinskem parku, ker država je dvignila roke od regijskega parka, ker ne ceni te planine. Glede drotov ostalih gor, ki so ravno tako v lasti družbe Velika planina, pa je možno to, kar je kolega Šarec rekel. Ja, prek javnega razpisa slovenskim smučiščem ponuditi, ne nekim Rusom, ne kakšnim drugim, ki bi to, in to seveda brezplačno. Kaj pa ne Rusom, recimo? Ejte, z Rusi, jaz ne vem, če se, lahko so Švicari, Avstrijci, ampak Rusi so neka zgodba, ki je bila konec leta 2006, da bojo to Rusi kupili, pa pol niso kupili, ker je bila samo neka megla. Rusi so bili bolj v narekovajih zgodba. Dejstvo je, da določena smučišča bi mogoče želela to kupiti.
Glede drot, govorim, pa ne kupiti, ampak mislim bolj zastonj ga prevzeti. Glede samih investicij, pa ravno kar šel sem gor pogledat tudi fante, tudi v sklopu volilne kampanje, sem šel gor gledat, se dogaja remont in se v zaključni fazi, Zaključite misel še. pa vlečnica Jurček se bo prenovila 150 000 evrov investicija. Ok, bi kaj dodali, gospod Šarec? Ja, jaz bi tudi najrajši videl, da bi bil slovenski lastnik. Vprašanje pa je, koliko je smučarsko to rentabilno. Mislim, da bo bolj primerno za poletni turizem. Ja, seveda se zato pa je naš predlog javno prevozno sredstvo nihalka, ostane samo dvosedežnica iz tega vidika, da se pripelje potnike do zgornjih naselij. Jurček je pa čist iz vidika, ker je to otroška vlečnica in tam prihajajo gor družine. Na drugi strani se pa treba s planšarji zmeniti, če imajo interes, mogoče oni ta drot prevzeti, enko, osemko pa dvojko. Mogoče pa ja, tam je domžalski dom, pa še kakšen dom, pa jaški, pa določene hiše, kjer bi mogoče imeli interes. Sicer se je že enkrat poskusil, leta in leta nazaj, jaz ne vem zakaj jim to ni uspel, med občino pa nekim zasebnikom je bila podpisana pogodba, ampak glejte, treba se je pogovarjati in jaz sem prepričan, da bi se s planšarji marsikaj dal dogovoriti. Je pa dejstvo to, kar je rekel kolega Šarec, gor je poletna sezona, tista bistvena. En dan smučanje v Tihi dolini stane občino 700 evrov, samo zagon infrastrukture v Tihi dolini pa 50 000 evrov. Hvala lepa. Gremo k naslednjemu vprašanju. Nekako oba dva sta v očeh javnosti veljata za nekako ideološka naslednika gospoda Milana Smolnikarja. Sem se zmotil pri imenu. Milana Smolnikarja so pretepli v Depali vasi. Se opravičujem, gospoda Smolnikarja. Torej, kako ste zadovoljni s to oznako, pač, da ste zgolj njegov ideološki naslednik, ali mislite to presežiti, mislite, da to ni res? No, jaz mislim, da Tone Smolnikar ni nek ideolog, mislim, da on ni ideolog, nisem pa tudi jaz nikakršen ideološki naslednik, ker očitajo mi seveda, da sem marioneta oziroma da bom marioneta, vendar nisem bil nikoli v življenju nikogaršna marioneta, to vedo tisti, ki so doslej delovali z mano v ravno marsikateri oddaji, tudi znotraj oddaje Hribar, katere član sem znan kot kar kritik te oddaje, če je potrebno, tako da ti očitki so rahlo smešni. Mislim pa, da marioneta nisem tudi zato, ker pač mi to ni potrebno. Zakaj bi pa šel v nekaj zato, da bom podaljšana roka nekoga? Razumem, ampak pač podpira vas lista Toneta Smolnikarja. Ja, sej, gospod podžupan je bil tudi predsednik LDS-a v Kamniku. Gospod podžupan še pride na vrsto, ker konec koncev tudi na njega letijo isti očitki. Pač zanima me, kako boste to presegli, kako mislite mimo tega? Mimo česa? Mimo teh oznak, da ste pač... Ja, mimo oznak bom šel tako, da se ne bom ozrl, pregovor pravi, če se oziraš na vsakega psa, ki laja nate, ne boš prišel do cilja. In veste, ljudje govorijo marsikaj, sej govorijo tudi ne vem kaj, da sem vse sorte, tako da mislim, mimo teh oznak bom šel s svojim delom, svojo vztrajnostjo, tako kot doslej. Sej sem šel tudi doslej v življenju mimo marsikatere oznake. Ok, je potem kakšna varianta, da bi ga vključili v svoje delo, gospoda Toneta Smolnikarja oziroma njegovo ekipo? Smolnikar je delal tukaj 16 let. No, pa če bi mu pomodil kakšno potem bi verjetno on kandidiral, ne? Dobro, mislim, ima le 16 let izkušenj, zaradi tega mislim bi... Veste, te svete izkušnje, ki jih tako poudarjamo, tudi otroka dobimo, pa nimamo izkušenj, pa ga moramo spraviti do kruha, pa tudi v svojem poklicu sem prišel, ko bi z lune padel, pa mislim, da sem kar nekam prišel v svojem poklicu in tako naprej, tako da mislim, da te izkušnje seveda bodo koristne. Če bom potreboval kakšen nasvet, bom vprašal, pa ne samo njega, še koga drugega, sej kdo drug tudi še kaj ve, ki je, ampak drugače pa sem dovolj samostojna osebnost in bom poklical tudi k sebi in privabil strokovnjake za različna področja, ker to je vloga župana, da tudi če ti doma poči cev, pokličeš vodovodarja. Ti moraš samo vedeti, katerega boš poklical, da je dober. Dobro, hvala lepa.
Gospod Golubovič, tudi vas se nekako, glede na to, da ste podžupan, to drži. Vaš Drži, da odgovor na sem to. podžupan, ja. Drži ta oznaka naslednika. Glejte, vsekakor bom naslednik Toneta Smolnikarja, če bom bil izvoljen za župana. Ne? Vsak bo naslednik, tudi Marjan Šarec bo Ja, nasledil naslednik župana sigurno, Toneta. ja. No, ampak Glede mislim, ideološke ni tle- tega in teh stvari, ki ste pa sprašvali, pa tako, ne, s Tone Smolnikar mislim, da je 49-letnik, jaz sem 69, 20 let sva razlike, dve različni generaciji, različna razmišljanja. Dejstvo je, da so se družbene dejavnosti pod mojim vodstvom bistveno spremenile na boljše, seveda je tudi Tone Smolnikar mi dal tukaj določene odprte roke in ne vidim se kot nekega ideološkega naslednika Toneta Smolnikarja, vidim se kot Braneta Goluboviča, ki bo v sodelovanju z vsemi, podarjam z vsemi, sodeloval. S Tonetom Smolnikarjem se pa poznava 16 let in seveda bom šel z njemu na kavo. Mogoče bo govoril o nogometu, v Brezjah, še čem drugem. Mogoče ga bom dal vprašati tudi za kakšen nasvet. Tako kot doktor Sadnikarja pa še koga iz starosti iz Kamnika. Nikakor pa ne bom lutka ali pa kakorkoli se že govori Toneta Smolnikarja. Sem svoja oseba, ki bo sodelovala z vsemi. Mislite mogoče kaj ponuditi ljudi iz njegove ekipe? To sem večkrat povedal, tudi zapisal sem, to sem si celo sabo prinesel, ker je zapisano, menjala se bosta podžupana in pričakujemo direktorja občinske uprave, da mi ponudi odstop. Dejstvo je, da ima mandat, imenuje ga župan, je desna roka župana in jaz pričakujem njegov odstop. Na direktorsko mesto pa bo prišla oseba ženskega spola, z vsemi pogoji izpolnjuje, ima vodstvene izkušnje pa Kamničanka je. Hvala. Ostalih pa ne bom menil. Dobro, mogoče vas še nisem vprašal, kako je z ekipo gospoda Toneta Smolnikarja, bi kaj ponudili koga od njih? Ja, to je spet eno izmed vprašanj, ki mi ga boste lahko zastavili potem, če bom izvoljen. Ok, v redu. Mečken bi šel še na govorice. Nepreverjene, ampak vam se učita, da vas podpirajo gradbeni lobiji. A dejte no. Kako komentirate to? Ja, fino. Učita se mi, seveda, saj sem rekel, marsikaj se mi učita in tudi sem pričakoval to vprašanje, ker ste na Facebooku, nekateri so bili zelo dejavni glede tega, ampak ne vem, zakaj bi me podpiral gradbeni lobby, od kje? No, govorice, pravim. Ja, ampak govorice, na kakšni podlagi so nastale te govorice? Govorice. Govorice. Poslušal sem, rekel sem na ušesa. Gradbeni lobby mene absolutno ne podpira, ker jaz sem doma toliko prezidal stvari, da če zidarja vidim, mi slabo rata, tudi mešalca slišati ne morem, tako da Se ne mara ravno zaradi tega bi se uprl na koga drugega, ne? Kako? Pravim ravno zaradi tega bi se ne mara uprl na koga saj nisem sam drugega. zidal, jaz sem imel zidarje doma, ampak gradbeni lobby mene absolutno ne podpira, ker ne čutim potrebe, da bi mene kakršenkoli lobby podpiral, niti lovski ne. Dobro, gospod Golubovič, vas pa nekako povezujejo s črnogorsko mafijo. Kako pa vi to komentirate? Glejte, da nekateri so se zasmajali, ampak stvar je dokaj resna in tisto, kar je kolega Šarc rekel, se dogaja vsem nam oziroma 3 kandidatom se je dogajalo, da so nas stalno potikali neke stvari in da se je peljala neka negativna kampanja proti vsem nam 3. Dejstvo je, da mene ne podpira nobena črnogorska mafija, niti nobeno drugo združenje. Že to sem narobe rekel, da me ne podpira črnogorska mafija. Jaz sploh ne vem, če obstaja v Kamniku. In dejstvo je, da se je to 2 do 3 mesece nazaj začelo govoriti, ena od občinskih svetnic, zdaj občinska svetnica, kar je dokazljivo, je začela to govoriti. Govori. In seveda pride tudi mene ušesa. To so pa ženske. Ja, ženske, ampak je sramotno, ne? In govori. In potem jaz prosim Toneta Smolnikarja, prosim predsednika liste Toneta Smolnikarja, Braneta Hafnerja, to se govori. On prav, ne govori se. Končno on ugotovi, umiri to gospo, in reče, prosim, ne govori več tega, ampak govorica je bila zapletena, se je peljala okoli. In še enkrat, Brane Golubovič ima edini lobby, volilke in volilce, 32%, 10. oktobra.
24. oktobra več kot 50. In to je edini lobby. In Dušan Papež, ki sedi v prvi vrsti, ki me od januarja podpira in mi stoji ob strani. Dobro, Te stvari niso tako enostavne. Nekoga označiti, da ga nekdo podpira in ga označiti z neko mafijo, a veste, se mi zdi, da lahko zavrti 113 ta oseba, pokliče policijo, lahko tudi anonimno in prijavi te osebe. V redu, pričakoval sem nekako vajne odgovore. Zanima me, odkot te govorice, zakaj to? Glejte, po vsej verjetnosti zaradi mojega priimka, jaz ne vem, moja mama sicer bilo bolj, da bi se pisal Brane Cepudar ali pa po svoji omici Brane Cankar mogoče, ker smo daljna žlahta Ivana Cankarja. Ampak jaz se pišem po mojem očetu, ki je 60 leti pa šel v Srbijo, Golubović, in ponosen sem na njega in ja, imam mehki č, ampak zakaj bi to menil? Sem človek, tudi če bi se pisal Brane Cepudar, bi bil isti človek, ista oseba. Ne gledaš ljudi po priimku, imenu, narodnosti, barvi kože, ne vem, spolu, pa še čem. Zakaj pa so vam prišle? Zato, ker imam program, ker imam znanje, ker imam izkušnje in edina stvar, ki so jo najdel, so rekli, Golubović se je, ko je bil otrok, igral s čefurji. Seveda sem se igral tudi s čefurji, saj smo bili v blokovskem naselju. Pa hvala Bogu, vsi so bili Slovenci. Razumem. Pa Kamenčani. Zakaj pa za vas mislite, da je prišlo to na plano govorice, kakršne so prišle? Ja, zato, ker mi nimajo kaj učitati, ker sem tako svež v politiki, da še vanjo niti vstopil nisem in zato potem nekaj pa morajo sprožiti, ne? Dobro. Ja. V redu, pustimo zdaj govorice, vrnemo se spet na Kamnik, mestno jedro. Uživitev njegova je tudi ena taka jara kača, bosta recimo še financirala poskuse oživitve ali bosta obupala, prepustila šutno prometu? Gospod Šarec. Ja, seveda bomo še predvsem sofinancirali, ker jaz bi rad, da pridajo kakšni umetniki recimo, ali pa tam, kjer so kakšne izložbe, pa take zadeve bi lahko naredili, kakšne umetniške kotičke, potem bi lahko še kakšen lokal bil, kakšen dodaten s kakšno drugačno ponudbo recimo. Na kakšen način bi jih pa privabili umetnike? Ja, spet bi dal, poklical bi po telefonu, kakšnega že poznam, ki je neverjetno, pa bi rekel, da vabim vse zainteresirane oziroma bi dal razpis. In kaj bi jim ponudili? Prostor. Ostalo bi pa sami, zato pa so umetniki. Ok. Gospod Golubović? Medtem ko so nekateri 4 leta, govorim nekateri na občini, ki so bili zadolženi tudi za šutno in staro mestno jedro, urejali posamezno drevo, sem jaz dal možnost nekaterim arhitektom, med njimi tudi mladim, da pripravijo določeno število projektov. In danes, mislim, da je 1 leto že izdelano, župan tega dokumenta ni želel dati ven v javno obravnavo, iz vidika, pač jaz ga razumem, zakaj ne, ker so preveč ambiciozni projekti. Noter je 48 projektov razvoja mestnega jedra od ideje oziroma grada Zaprice pa vse do kemijske industrije Kamnik, vključno s kemijsko industrijo Kamnik. In te projekte je treba dati na mizo in v teh projektih je treba govoriti. Nekateri so seveda nori, ampak treba je debatirati v njih z vso stroko. No, samo govorite o Zapricah, govorite o kemijski industriji, kaj pa Šutna? Glejte, Šutna se mora pustiti zaprta in mora postati peš promenada. Saj Šutna ni več tako grozna, kot je bila pred 10 leti. Marsikaj se dogaja na njej. Ena stvar je to, kar je rekel kolega Šarec, ja, treba je sofinancirati najemnino za določene poslovne prostore in točno določiti v te poslovne prostore, kaj bomo noter umestili. Tisti, ki bo imel dokaj neprofitno dejavnost, mu bomo malo več sofinancirali najemnino lastniku tega poslovnega prostora, s katerim moramo doseči dogovor 10 let in da ne bo kabul mu zalaufal pa dvignil najemnino. A imate kakšne dejavnosti bolj v mislih kot kakšne druge? Lejte, od kulture do restauracije, do trgovinske dejavnosti, različno je, ampak se pravim, ne moramo ad hoc reševati. Lahko je to butična ulica, ne? Lahko pa tudi, da ne, ampak dejstvo je, da jo lahko uživimo. Ampak ne tako, kot nekateri pravijo, zjutraj od 8 do 4. Takrat so ljudje večinoma v službi, popoldne zaživi Šutna in tudi, ko je lepo vreme, je res veliko ljudi. In ja, Bošnjak v soboto pritegne mnogo ljudi. Te volitve, ko imamo kakšni štante tam tudi, ampak se mogoče ne prije za nas lih, ampak ok.
Stvar je v tem, da obstajajo projekti, ki so združeni zdaj v eno. Kolegica Alenka Hribar, ki je delala na TIC-u, je napisala na to temo diplomsko nalogo. Gospod Završnik, tamle k zvončkam, zvoni, kdaj moramo nehati, je delal svojo ekipo, kulturni prostor, kulturna soba Šutne. In to je vse združeno v teh 48 projektov, od Suzakove hiše do Malega gradu, do ureditve, se pravi, kemijske industrije, Plečnikove stavbe in še nekaj. In ja, ostala bojo sredstva za revitalizacijo starega mestnega jedra. Ok, hvala lepa. Kakšna replika, gospod Šarec? Ne, če bo vse to, bo super. Dobro. Ne, sej bo samo pogovor in strokovna debata, to, kar si ti rekel, Marjan, da je treba jo razviti, jaz ti bom dal ta papir 48 projektov. No, sej in tako, ja. Ja, z veseljem, ker tudi jaz želim tam hodati, poviti kakšno kavico in poslušati glasbo. Dobro. Zdaj se pojavljajo tudi neka združenja občanov v zadnjem času, ki imajo določene zahteve, civilne iniciative. So morda tudi kakšna stvar, ki se vam bo dogajala v naslednjem mandatu. Konkretno imamo zdaj primer pisma Sveta šol Toma Brejca in Frana Albrehta. Starši in vodstvo šole zahtevajo takojšen začetek gradnje 2 šol. Kako boste pristopili do takih zahtev, ki v bistvu že na nek način, mislim, je resna zahteva, skoraj da ultimat. Ja, gospod. Glejte, dokumentacija več ali manj pripravljena, je v zaključni fazi in jaz računam, da bo župan podpisal, da se bo vložilo za gradbeno dovoljenje. Tudi to je njegova velika želja, da se še v letošnjem letu vloži gradbeno dovoljenje za gradnjo nadomestne šole Frana Albrehta. Za njo imamo v posebnem proračunskem skladu namenjenih 6 milijonov evrov in ta šola bo v letu 2011 se pričela z deli. Zdaj pa seveda bo javni razpis za izvedbo teh del. In lahko se zgodi, da bo kakšna pritožba, da bo mesec gor ali pa dol za pričetek gradnje. Ampak 2011 je tisti rok, ko se bo nadomestna gradnja OŠ Frana Albrehta začela in potem sledi dozidava in pa obnova OŠ Toma Brejca in pa tretji korak je obnova. Tukaj je prišlo že do nekega tazga, da rečem, revolta. Revolt staršev je bil, vse smo tukaj, mislim, da smo govorili v domu v Mekinjah, ko je kolega Matej Tonin rekel, da so njega starši narobe razumeli, da on želi združiti 2 šoli v eno šolo. In je povedal, da je samo govoril, da bi združil šoli, ampak z 2 ločenima vhodoma, ločeni šoli zaradi racionalizacije. In jaz mislim, da so se starši ustrašili za tega, ker že dolgo čakajo na 2 novi šoli. In ja, Frana Albrehta se bo začela v letu 2011 delati, Toma Brejca pa takoj potem, ko se Frana Albrehta konča. In bosta 2 samostojni šoli. Kaj pa bo z obstoječimi šolami? Se pravi, Frana Albrehta obstoječa, ta se ruši, ker se gradi nadomestna gradnja. V tem času, ko se bo obnavljala in dozidavala, se pravi Toma Brejca, se bojo učenci Toma Brejca preselili v staro Frana Albrehta. Ko bo ta dozidana, grejo nazaj in takrat se ruši, kot zadnja faza je rušenje stare Frana Albrehta. Dobro, tlele gre za v bistvu nek diktat, v tem primeru sveta staršev in učiteljev. Ne gre za diktat. Ta projekt, pri katerem sta sodelovali tudi oba ravnatelja in v katerem je bil seznanjen svet staršev, traja že od leta 2008 in seveda, da so ljudje nestrpni, ampak vmes smo imeli zaklonišča, pa borbo z ministrstvom za obrambo, pa projekti, pa... Zaklonišča, zakaj pa so zaklonišča prednost dobili z ozirom na... Ne, zaklonišča, lejte, sej nekateri se smejo, ker jim je vse fajn pa smešno, ampak zaklonišča so v zakonu zapisana, da je potrebno mora imeti novogradna zaklonišča. In zaklonišča so nam pomenila preprojektiranje in zaklonišča stanejo 1,5 milijona evrov. Sam to se vendar ve, da morajo biti in... Ne, v Kopru jih ni bilo. Pa še v parih občinah, ker je šlo za nadomestno gradnjo, ni bilo zaklonišč. Pri nas so se spomnili, da bojo zdaj malo drugačen zakon brali. Hočem samo to reči, starši so bili seveda malo že naveličani in ko so slišali v neki naši debati, mogoče tudi zelo površno, da razmišljamo o tem, da bi šli v gradnjo 2 šol, so se seveda takoj odzvali. Ampak še enkrat, oba s kolegom mislim, da so to že izjavila, ta investicija bo v 2011. Dobro. Gospod Šarec, dobro, konkretno tole, ampak gre dejansko za nek revolt, za nek dvig določenega dela občanov. Kako odgovarjati na take zadeve, ko pride že enkrat do takega problema, kako to gasiti? Ja, jaz se te spet smejal, ampak s pogovorom, ne.
Najprej se je treba začeti, ja, seveda, začeti se je treba pogovarjati, potem je treba pa seveda konkretno pri tej inicijativi staršev, vsak starš se za svojega otroka boji. In če se začne govoriti, da je neka šola potresno nevarna, da so problemi taki in drugačni, ker je ta šola, vemo, da je brezkoridorna šola, pač naj bi bil to tudi eden izmed problemov in tako naprej. Seveda so potem starši skočili po konci in se zbali tega. Ne? Mislim, da je to bistven problem, da je pač tesna in potresno nevarna. No, samo tlele se rešuje pač neko stvar, ki je v bistvu jo spravila na, da tako rečem, na dnevni red ulica. In verjetno bo to tudi, bi take stvari v prihodnje tudi vplivale na razporeditev sredstev in teh zadev. Kako bi to rešili? Ja, jaz za nazaj ne morem govoriti, zakaj je tako prišlo. Sprašujem za naprej. Ja, za naprej bomo pa poskrbeli, da ne bo do ulice prišlo, ne? Da se bo že prej, da bodo prej ljudje obveščeni, kaj se dela, kako se dela in tako naprej. Ne? V drugih stvareh tudi, verjetno bo ulica še kje. Sej, danes je moderno, da se pač, oziroma tudi velikokrat je tako, no, da se nič ne zgodi, dokler ljudje ne gredo na ulico. Ja, časi so malo mogoče zoporni. Gospod Golubovič, ste hotel? Ja, samo v pojasnilo. No, ta civilna iniciativa staršev se je zgodila zaradi lokalnih volitev in zaradi tega, ker se je govorilo o tem, da se mogoče bo preprojektiralo tisto, kar je že pripravljeno, da se vloži za gradbeno dovoljenje. In starši oziroma vodstvo šole vse skozi sodelovalo pri teh projektih in te projekti so narejeni tako, da lahko gre v gradno, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. In mi že od 2008 zbiramo sredstva v posebnem proračunskem skladu in trenutno je nabranih 6 milijonov evrov noter. Bo to dovolj? Ne, ta šola bo ocenjena na 9 milijonov po projektantskih cenah, ampak glede na to, da so cene gradbeništva zdaj nižje, je zdaj pravi čas, da se gradi. Recimo cesta v Podgorju, ki so jo projektanti ocenili na 400 tisoč evrov, je bila na koncu 280. Dobro. Kakšna replika še? Hvala lepa. Zdaj pa malo še družabno življenje. Bo Kamnik dobil mesto, kjer se bodo zdaj recimo temu marginalizirani kulturi je šlo že kar nekaj besed. Zdaj pa zanima, bomo dobili mesto, kjer se bo recimo lahko zbiral kamniški jet set, recimo kot je nekaj takega, kot je županov ples, se nam obeta še kaj podobnega, gospod Šarec? Ja, mislim, da jet set bo moral predvsem zavihati rokave in delati, da bo časa za zabavo bolj malo. Mislim, da v ta jet set, tisti denar, ki bi ga namenil za to vrstne zabave, raje namenil občini v proračun, bo več narejenega s tem. Ok, gospod Golubovič. Mislim, da je županov ples enkrat na leto je lepa priložnost, da se to pokaže, da se to pelje naprej, da bi pa zdaj gradili neko posebno mesto za to, pa mislim, da ni primerno. Če ste tako mislili. No, ali pa kakšno, mislim, v obstoječih lokacijah, da se kaj pač naredi za njih? Ja, to bo pa jet set povedal, kam bi rad šel in kje mu je všeč. Sej to nima občina nič s tem. Mislim, da... Sej kaj pa je jet set? Kdo pa je v Kamniku jet set? Ne vem, kdo se ima zanga, no to je res. Gospod Golubovič? V Kamniku je toliko različnih in kvalitetnih prireditev in v zadnjem mandatu jih je samo še več, da si lahko vsak nekaj najde. Glede jet seta, kdorkoli že to je, nekateri se imajo mogoče, zato pa prav ne bojo, če jim to ego raste. Si bojo pa sami ta prostor zgradili, čeprav razumem, imajo dovolj denarja kot jet set, ali pa si bojo zgradili lokal, ali si bojo zgradili restauracijo. Drugače pa občina Kamnik bo spodbujala prireditve, ki bojo kvalitetne in namenjene vsem generacijam. Glede županovega plesa je pa dobra zadeva in tle gre pohvala županu in njegovi ekipi Listi Toneta Smolnikarja, če sem jih že prej malo pograjal pri govoricah, ampak in ta ples bi bilo smiselno nadaljevati. Tako da če bo... Ni treba name kazati. Ne, sem tako naredil. Ja, v redu. Se opravičujem, kolega Marjan, vas Lista samo podpira. Ni upleten, bila je druga oseba. In županov ples ja, če bo Lista Toneta Smolnikarja želela sodelovati, z veseljem dobrodošli, imajo znanje, pridobili so si ga v teh 4 letih, odkar organizirajo ples in imajo tudi izkušnje, ravno tako kot jaz, da sem lahko župan. Dobro. Vprašal bi, imate še koga mogoče, ki bi si ga želela za podžupana?
Gospod Grubovič. Zdaj, če se malo pohecam, glede na to, kaj berem na spletu, so mi vsi potencialni podžupani Marjanu Šarcu pobegnili. Sicer ima lahko občina samo 2 podžupana oziroma podžupanja. Jaz sem vsem na teh pogovorih, ki sem jih imel, zdaj v drugem krogu povedal, da s funkcijam ne bom trgoval, dokler ne bom izvoljen za župana občine Kamnik. Zakaj? Zato, ker bomo prvo govorili o 15 do 20 prioritetah programskih, ko se bomo tukaj uskladili, bomo sestavili razvojno programsko koalicijo. In šele potem bomo določali podžupane oziroma podžupanjo in pa seveda imenovanje direktorja oziroma pri meni direktoric občinske uprave. Tako da jaz nimam imen, sem pa povedal, kaj mora izpolnjevati podžupan. Mora imeti neko znanje, neke izkušnje, pa mora delati. Ne da blefira, delati. In lahko je eden izmed 29 občinskih svetnic in svetnikov in več kot polovica je takih, ki znajo delati in imajo izkušnje v občinskem svetu. Sprav se ne bojite, da bi mesto ostalo prazno, ne? Ne bojim se, vedno na konce karte delijo, ko so volitve končane. Gospod Šarec, imate vi kakšno ime, kakšno... Kandidatov se tre. Kandidatov se tre, ampak spet bom odgovoril tako kot prej, ko bom izvoljen. Ko bo čas. Dobro. Še zadnje vprašanje imam za vas, tlele pač gre pri županovanju v glavnem kar za trdo delo. So pa mogoče kakšne stvari tudi, ki se jih pa veselite, gospod Šarec, kakšne naloge župana? Ja, ne vem, česa bi se lahko toliko veselil, da bi... Recimo voditi poroko zaradi mene. Ja, poroko. Kaj tazga, ne vem, imate kaj tazga? Ja, to je rekla moja protikandidatka, da bi to, mislim, da to ni prioriteta, ker sam nisem ravno nagnjen k temu, da bi ljudi spravljal v nesrečo, če se smem pošaliti. Pa da mi ne bo kdo učital, no, še vedno nimam nič tacga noter, pa tudi ne hecam se za brez veze, no, pač sem hotel razelektriti spet, da ne bo spet kdo me napadil. Verjamem, da žene nimate v auditoriju, ne? Ker, če smem, na spletni strani Braneta me nekdo zmerja s cirkusantom in to je tisti človek, ki me je poleti junija ob 3 zjutraj podaril ograjo, na kar, ko sem ga ob 3 zjutraj tam prijel, me je hotel še pretepst. Tako da recimo nisem cirkusant, ker za cirkus moraš imeti določena znanja. Ok. Gospod Golubovič, imate vi kaj, kakšno zadolžitev župana, ki vam je pa v veselje oziroma se veselite? Ena stvar, ki mi je bila zelo všeč kot podžupanu, je to, da sem lahko spoznaval našo občino in res je lepa. Če sem že mislil, da poznam vsak kotiček naše občine, sem gotovo, da ga ne poznam. In prva stvar po izvolitvi bo tudi ta, da dam vse občinske svetnike in svetnice v avtobus in jih peljem, da si ogledajo našo občino, tisti, ki jo še ne poznajo. Drugač pa je lepota podžupanovanja oziroma županovanja ta, da ko se pravi tisto, kar načrtuješ, pa potem izvajaš, je tudi zgrajeno in se vidi. Ne v tem, ko režeš trak, ampak ko je narejeno in so ljudje zadovoljni. In to je bistvo, se pravi, županovanja, da so na koncu ljudje zadovoljni in da občina napreduje. In takrat je človek zadovoljen. Predvsem sem pa zadovoljen, ko pridem domov svoji družini. Hvala lepa. Jaz bi to bi, tudi če ne bil župan, bi prišel domov. Ja, ampak zdaj sem še bolj zadovoljen, ko pridem pozno zvečer domov, pa si rečem, joj, hvala Bogu, da jih bom videl, a ne? Če bi po 2 prišel, pa se hiter človek pol gre kaj okoli bajte delati. No, jaz imam Danes vprosti nič tazga. Bi pa sam še to rekel, ne? Na Facebooku je res nekdo napisal to, ja, o cirkusantu, ne? Tako kot je tista Maja Novak na tvojemu pisala, da ne grejo Srbi v Srbijo, ne? In da te bo podprla v drugem krogu in si ti rekel hvala. Ampak sej, nič tazga, ljudje pišejo različne stvari. Jaz vsakemu, ki me podpre, se zahvalim, ker vsak glas šteje. Ja, seveda, tudi ta nacionalistični. Če se smem pošaliti. No, to pustimo mogoče ob strani, no? Samo moment, no, če dovolite. Glede cirkusanta, to spet morate vzeti kot šalo, ker pač moral sem to povedati, no, ker sem imel s tem človekom res nekaj težav, takšnih in drugačnih, pa je lepo, ko te potem vidiš, da se te spomni. Dobro,
Jaz bi se vama zahvalil, ker ste se odzvala na tale soočenje. Želim vama srečo na volilno nedeljo. Vam pa, dragi obiskovalci, tudi hvala za obisk in, kot sem že prvič rekel, ne dvomim v vašo modrost. Lep večer in naslednje.